najbolj nasprotujete tem nepremičninskim davkom? Kar zadeva tega zakona, mi nasprotujemo tako vsebine na tak način, kot je predlagana, kot tudi samo postopku sprejemanja, to zato, ker ni mogoče popravljati. Sicer pa gre za neevropske rešitve, gre za to, da se jemlje, kar zadeva občin, v bistvu še zadnji izvirni vir prihodkov občine, ker se zadnja država to zdaj jemlje v svoje roke. In kar zadeva pa seveda sicer občine, bo prizadel pa predvsem ne toliko občine kot inštitucije, ampak ljudi, ki živijo v naših okoljih, ko prizadeva se občine, in sicer dvakrat. Na eni strani bodo ljudje vse nekajkrat več obremenjeni iz naslova tega davka v primerjavi z nadomestilom stavbnega zemljišča, po drugi strani pa bodo občine seveda tudi dodatna sredstva izgubile. Zato, ker bodo morali plačevati davek na lastno premoženje, tega nikjer ni, gre za izgubo tam sredstev nekje 20-30%. To posledično pomeni, da se bodo izgubljali viri za investicije, zato ker ta nadomestilo stavbnega zemljišča je bil praviloma namenski vir za sofinanciranje oziroma izvajanje investicij, posledično s tem seveda tudi vezano na črpanje recimo evropskih sredstev, zmanjšanje z tega naslova, posledice so potem tudi zmanjšanje delovnih mest. Na drugi strani pa ob vseh ostalih ukrepih, ki so tudi predlagani, ker se občinam sistemsko jemlje sredstva skozi različne oblike, tudi skozi proračuna za naslednji 2 leti, se pa zna zgoditi, da zna torej te posledice se odražati tudi v izvajanju tekočih nalog, ki morajo občine torej izvajati na področju recimo predšolske vzgoje in pa tudi recimo na področju sociale. Na predšolski vzgoji se zna zgoditi, da bodo posamezne občine recimo prisiljene tudi ukiniti mogoče nekaj delitve vrtcev, na drugi strani pa seveda recimo kar se tiče socialnih transferov, ki jih je tudi veliko, pomoč na domu in še lahko bi naštevali. In ne nazadnje, kot izvirni prihodek in kot je bilo nadomestilo zdaj uporabljeno, je to bil na nek način tudi razvojni vir prihodkov občine, ker so lahko s tem izvajali neko razvojno politiko, tudi prostorsko politiko, če hočete, znotraj posameznih okolij. Tudi ta stvar se zdaj celoti ruši. Kar se pa tiče sploh sistemskega pristopa, se pa bojimo, da bodo nas izgubili pravzaprav vsi, tudi država, ki si veliko obeta od tega. To pa je seveda povezano z sistemom evidenc, ki bi se uporablja, in ti računi, ki so zdaj nazadnje narejeni, se praktično ne ujemajo nobeni, tudi v naši občini, ne s tistim, kar imamo mi v teh naših evidencah. Tako da se bojimo, da je to veliko neskladij, kar bo seveda dodatno po mojem povzročalo velike težave v naslednjem letu in se postavlja pa vprašanje po mojem tudi izvajanje tega zakona. Dejali ste, da boste zahtevali ustavno presojo? Glejte, zdaj vemo, kako teče procedura, neizmerno hitro, če temu lahko tako rečem. Mi smo vsaj pričakovali, da bo postopek sprejemanja zakona potekal po nekem normalnem postopku, da bi se ga dalo popraviti v sami proceduri. Nekaj smo tudi pripravili amandmaje, to očitno ne bo tako. Po drugi strani pričakujemo seveda veto v državnem svetu, vendar se bojimo, da tudi to ne bo pomagalo, da bo ta stvar preglasovana. Potem vsekako sledi ustavna presoja kot pravni akt, ki je možen. Kar nekaj elementov te ustavne presoje je, po naši oceni v zakonu nazadnje je zakon tudi v nasprotju z Evropsko listino o lokalni samoupravi. To bomo vsekako pripravili, vložili in upamo pa, da to ne bi bilo potrebno in da bi, kar še vedno dovolj časa, da bi zdaj pa državni zbor razumel te zaplete in neprimeren način sprejemanja tega zakona in ustavil postopek in bi pristopili na nek način, ki bi bil seveda razumen torej v dialogu, da se izčistijo vse te težave, da se poiščejo prave rešitve, potem se to ne bo potrebno. Sicer pa seveda sklep pravzaprav vseh občin je, tako rekoč vseh, da gremo v ustavno presojo, če bodo ostale možnosti in mehanizmi izčrpani. Najlepša hvala. Hvala tudi vam.